Vita živijo, Mojca Ribič z vami, Lavitas, Vitas Energy. Danes se ponovno oglašam, ker bi z vami rada delila nekaj besed o dihanju. Kaj sploh v bistvu dihanje pomeni? Kako zelo pomembno je, ne? To itak veste, da ogromno govorim o tem. Tako da bi mogoče danes majčkeno še na to temo vas spodbudila, da zadihate s celim telesom. Torej, kaj je dihanje? Dihanje je življenje. Za mene je dihanje življenje. In sicer vdih je energija. In zakaj dihamo? Da dovajamo vase v bistvu svežo energijo, ki nas čisti, ki nas ohranja, bom rekla, v ravnovesju, ki v bistvu nas ohranja žive. Tako da v bistvu je zelo pomembno, kako dihamo, na kakšen način dihamo, da smo umirjeni. Potem je zelo, zelo pomembno, da ohranjamo ravnovesje v telesu, v umu, v svoji energiji. Ravnovesje, bom rekla, lahko ohranjamo z našim dihanjem, s celim telesom, ne samo s tu gor, to pomeni, ko nekaj dihaš na škrge, ponavadi rečemo, pa v bistvu še preden kaj vdihneš, že isti zrak izdihneš in potem seveda, bom rekla, sploh se zrak ne more kvalitetno zamenjati v vašem telesu. To je zelo pomembna stvar. To pomeni, če vi dihate, dajte dihati globoko, mirno, počasi. Ko vdihneš, zadrži dih vsaj par sekund, da se lahko kvalitetno zrak zamenja. In zdaj, če ti dihaš res na škrge, oziroma pa še rame potem gor pa dol, pa tule ste potem vsi zategnjeni in sploh ne gre energija skozi in imate bolečine in tako dalje. Potem v bistvu se zrak sploh ne more priti do vas, v telo, kot prvo v telo ne more priti. Potem kot drugo, bom pa rekla tako, zrak se niti ne more zamenjati, ker če vi, ko vdihnete, ne zadržite vsaj par sekund, kako se bo potem, bom rekla tako, sveži zrak, ko pride v telo, in vi morate potem majčkeno zadržati, da v bistvu ta izmenjava pride, da vi lahko pol ogljikov dioksid izdihate in ne ta sveži zrak, ki je komaj prišel not. Tako da s tem dihanjem več ali manj isti zrak izdihnete, kakor ga vdihnete. Če pa vi naredite in malce zadržite, da začutite to izmenjavo in potem res gre tisti ogljikov dioksid ven, oziroma predihan zrak, kakor želite. Zato je zelo, 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 zelo pomembno, da enostavno zavestno dihate, ker mi smo skozi leta, smo pač na žalost popačali naše dihanje zaradi stila življenja, norme družbe in tako dalje. In v bistvu zdaj pa enostavno je čas, da se zopet, bom rekla, vračamo k naravi, k naravnim stvarem in dihanje je naravna stvar in z dihanjem smo prišli na svet. To pomeni, vsak dojenček diha s celim telesom in on se ne obremenjuje, bom rekla, kako bo on dihal, on enostavno diha in on diha res s celim telesom. In dokler pač, bom rekla, ni teh zunanjih vplivov, kaj smeš, kaj ne smeš, kaj ono in se krčiš in enostavno potem,
tudi krčiš svoje dihanje in ga pačiš. Zato je zelo pomembno, da zdaj ozavestite svoje dihanje, da ga enostavno spremljate in najprej prepoznate svoje dihanje, kako vi sploh dihate. Ali vi dihate zdaj na škrge, ali dihate samo z zgornjim delom, ali dihate s trebuhom, ali dihate s celim telesom. Najprej morate to ugotoviti in ko to ugotovite, lahko nekaj spremenite. Torej, jaz diham sam. Če dihate samo to, morate malo spremeniti. To pomeni, dih se začne tu spodaj, ne začne se tu zgoraj. In pri vdihu ogromno mišic, bom rekla, sodeluje, da se v bistvu ta dih s celim telesom lahko sploh zgodi. Tako da to je zelo pomembno, da te mišice tudi ozavestimo. Jaz jim rečem kar mišice dihalke, pa mišice pomagalke dihalkam. Tako da ogromno je nekih mišic, tistih, ki spijo, in jih moramo zbuditi, zato rabimo dihalni trening. Najprej pa moramo ozavestiti, kaj sploh dihanje s celim telesom je. In zdaj, če bi vi to radi majčkeno se poglobili v te stvari, srčno dobrodošli, imam delavnico dihanja, na kateri res podrobno pogledamo, kaj je dihanje s celim telesom, katere vaje v bistvu, bom rekla, nazaj ozaveščajo to dihanje s celim telesom. Seveda vse te vaje spoznamo, jih naredimo, jih vadimo, tudi v različnih prostorskih nivojih, tako da res začutite tudi, bom rekla, kako morate dihati, ko recimo ležite, ali sedite, ali stojite, in potem gremo tudi v gibanje. Ker v gibanju se pa že marsikaj zakomplicira, ker morate študirati zdaj, kako moram dihati, pa morate se še gibati. Tako da zato je tako pomembno, da vi dihanje, bom rekla, ponotranjite, zato da ne rabite več o tem razmišljati. Saj jaz vem, da zdaj ne razmišljate, ko dihate, samo vi morate zdaj ozavestiti, kako dihate. To je zelo pomembna stvar in če ne dihate, bom rekla, da se razširite, da lahko sploh zrak gre v vaše telo, potem bo treba nekaj narediti na tem. In zdaj, če si ti začutila, da rabiš neki boost na tem področju, seveda srčno dobrodošla. Delavnica dihanja je vsak mesec v Lavitas prostorih v Mariboru, tako da prečekiraj vse na www.lavitas.si, vse podrobnosti pod zavihkom dogodki, delavnice, tam boste vse našli. Upam, da ste nekako začutili ta message, ki ga želim vam predati, in da boste res ozavestili vaše dihanje in da boste začutili, v čem je catch, kje je vaše dihanje in kam v bistvu morate priti. Torej, kaj je dihanje s celim telesom in katero v bistvu kapaciteto dihanja vi uporabljate, tako bom rekla. Tako da majčkeno razmislite o tem, majčkeno vadite, majčkeno ozaveščajte, majčkeno se začutite in seveda potem vidite, kje ste in na čem morate delati. Tako da zdaj, če ste se začutili, se vidimo. Lahko tudi pridete na vadbo Vitas Energy, tam tudi kar dosti predelujemo dihanje, ne tako globoko kot na delavnici, seveda, ker vadba je le vadba, in moramo nekaj narediti še za naše mišice, drugače pa definitivno najprej pri vadbi se umirjamo z dihanjem in vadimo naše celostno dihanje s celim telesom. Tako da srčno dobrodošli, vse informacije dobite na www.lavitas.si, tako da dobrodošli na moji spletni strani, lahko mi pa tudi pišete na info@lavitas.si. Jaz vam zaželim, da res zadihate s celim telesom in se vidimo kmalu ali na delavnici, ali na vadbi, ali seveda v naslednjem videu. Vidite, živijo!